Otto Rimale se v galeriji Kresija predstavlja z razstavo, ki jo je naslovil 300 sekund, kompozicija za 5 podob, 4 skladbe in tišino. In galerija Kresija, prostor te galerije se je izkazal za njegovo postavitev sijajno. Otto Rimale vemo, da je, lahko rečemo, v današnjem času poseben. Na nek način zaradi tega, ker še vedno govorimo, da je klasično slikarstvo ali že minilo, preživelo, on se temu še vedno predaja ali pa lahko rečemo bolje, izhaja iz klasičnega slikarstva. Na drugi strani pa seveda govorimo tudi o tej njegovi posebnosti, ker se osredotoča na formo, obliko, ki je izhodišče in hkrati tudi cilj. Lahko rečemo, da vsebino najde ravno v iskanju, oblikovanju forme oziroma premisleku o formi in obliki. Lahko tudi dodamo tudi o materialu, kot je zanj značilno pigment barve oziroma tudi voščenega premaza v končni fazi, ki je značilen za 4 podobe na tej razstavi. Potem pa seveda na drugi strani tudi zato, da na prvi pogled delujejo njegova dela abstraktna, vendar je to samo prvi pogled. Mogoče prva hipna ljubezen, lahko tudi rečemo za gledalca. Preko te pa prehajamo do vsebine, ki pa je njegova zelo osebna, namreč ponuja nam se njegova razstava kot prevodnik, kot posrednik. Ni več tako kot recimo pri Rodku in njegovih sodobnih kolegih, bom tako rekla, ki so nekako želeli pokazati, kako oni vidijo in nam sugerirajo svojo podobo. Namreč Otto Rimale je bolj umetnik, ki ustvarja ambiente, kot Anish Kapoor na eni strani, tudi mu zelo soroden ravno v iskanju abstraktne podobe s pigmenti, s posebnimi barvitostmi njihovih podob. In ravno v tej smeri seveda iščemo to simbolno vrednost, ki jo najdejo filozofsko stran, ki je njegova osebna, hkrati pa prepuščena, kako si jo gledalec, obiskovalec zopet na svoji strani, svojo izkušnjo, na svoj način interpretira. Torej zahteven umetnik, nikakor v Kresiji, torej galerija ponuja ravno s svojimi stekli, izložbo, da se mimo sprehodimo, ampak ravno pri Otto Rimalu je nujno, da vstopimo, da postavitev zaznamo skupaj z zvokom, z glasbo. Vemo, da je umetnik dobil Prešernovo nagrado za slikarstvo leta 2004 za sijajno postavitev v Kostanjevici. Tam so prav tako podobe nenadoma, kljub sijajnemu, čudovitemu, prastaremu prostoru na nov način zaživele, tako tudi tukaj. Otto Rimale je umetnik, ki je zelo predan svojemu linearnemu iskanju v tej smeri, da je zvest svoji ideji, ki jo zaznamo že ob njegovi diplomi, lahko temu rečemo, na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, torej leta 1990, ko začne prevpraševanje o osnovnih formah, kot je kvadrat in krog. In tu leta 2016 se znova srečamo s tem ključnim vprašanjem, ali vidimo kvadrat ali krog. Ampak seveda tukaj je vprašanje zelo subtilno nastavljeno, saj vendarle kompozicije, če pogledamo na hitro, so kvadratne, vendar pa njegov nanos pigmenta barve od strani diagonalno z določenimi neravnostmi ali neenakomernostmi ustvarjajo vtis, da dejansko zagledamo v enem trenutku kot v meditaciji krog. Seveda odvisno od naravne svetlobe, ki je temelj za sprejemanje njegovih del,
ker ti nikoli, če le možno, ne uporablja umetne svetlobe, torej čaka na dnevno svetlobo, na te vse spremembe in v teh prehodih in pa seveda tudi z našim ogledom in sprehajanjem po ambientu začutimo in zagledamo, da dejansko ni vedno kvadrat, da včasih je krog oziroma vse te pigmenti, te sence, ki nastajajo naokrog, dejansko postajajo vse bolj mehke, lebdeče, ta večni krog, ta linija na drugi strani horizonta, kot ga je iskal že od leta 1999. Seveda ves ta preplet je ponujan obiskovalcu in gledalcu, da ga na razstavi zazna. Umetnik je zanimiv tudi zaradi tega, ker izhaja iz slike, kot smo rekli, iz slikarstva, vendar pa na začetku je še bolj izrazito umetnik objekta, kar pomeni, da slika, ki ima navadno 2 dimenziji, dobiva v njegovem ustvarjanju tudi 3. dimenzijo. Morda v prejšnjih letih bolj izrazito, bolj jasno, vendar pa tudi s tem, ko smo že večkrat omenili, da njegove slike oziroma formati niso več samo goli kvadrati, torej platno napeto na nek nastavljen, kupljen podokvir, ampak so to individualno zasnovani podokvirji oziroma temeljniki, običajno iz lesa, na katere napne platno in seveda na to platno potem nanaša barve v tem subtilnem, subjektivnem nanosu, nič več v potezi, nič več prepoznavno kot neki klasični pastoznem nanosu, ki ga zaznamo v njegovih prvih delih opusa, ampak zelo gladko, nežno, subtilno in na ta način seveda sestavlja te palične slike v kompozicije. In dostikrat je zanimivo biti tudi na to pozoren, pomembna so števila. Števila so magična in seveda neparna števila so pogosto tudi njegov ta vertikalni kompoziciji zelo pomembne. 5 paličnih formatov, 5 paličnih slik, ena ob drugi oziroma objektov, ki stopajo od stene, ki ravno s tem, ko se odmaknejo od ozadja, pridobivajo svojo senčno stran, senčnost, ki ustvarja svetlobo njegovih del.